Sem že pred nekaj tedni dejal, da imam dovolj snežnih tur za letos, pa bo vseeno danes en kratek zimski sprehod tule na planoti Goltej. Pogledat gremo dva skrita kotička Savinjske. Najprej Janezov bivak pod Javorco tule na planoti, nato pa še spodaj nad Polzelo jamo Vranja Peč. Oboje nam bo pokazal Franci Horvat. Gornik, alpinist, popotnik, fotograf in pa avtor planinskih vodnikov, ki je prav zdaj napisal novega. Vmes gremo pa še na malico v Mozirsko kočo. Tule na Goltej sem se sicer potikal lansko zimo, ko sem naredil tako malo avanturo prek celotne planote, potem sem se spustil na sedlo pod njo in uspel na sosednji Smrekovec in pa še pot nazaj. Je bila tura kar dolga in pa kondicijsko zahtevna, se je bilo na povratku že precej južna. Se veste, pobrskajte po kanalu, poiščite in pogledajte tudi tisti video, pa še kakšnega drugega. Prejšnji vikend sem objavil popotniškega iz pomladne tople Andaluzije. Stisnite like, naročite se na kanal in ga še naprej spremljajte. Eno mesto, kjer se lahko umiriš, no? Na tak način. Ne, tukaj ne moreš ne prespati, ne karkoli, ampak kjer se lahko umiriš. Ne? Pod enim previsom, tam je tudi klopca, pa celo sod, kjer se lahko kdo odžeja, da pač nekaj denarja v zameno, na tak način je to nastalo. Janezov bivak je pa zato, ker je spodih ravno en Janez, mislim, da se piše Trila, nekaj takšnega, ki je dolga leta hodil v ta konc in je potem mu prišlo pač na misel, da bi si ustvaril tukaj en takšno mesto, ki mu je zelo ljubo. Ta Janez je, bi rekel, en med najboljših poznavcev tega konca. Moram pa reči, da nekoč tole, kar vidite, je bilo pred leti požgano, mislim, pač pogorelo, ker so, vse tudi v tem vodniku pišem, da je padel en vol, pač ene skale in potem so tega vola polili z benzinom in so ga zžali in pa se je ta požar razširil in pogoreli ogromno gozda, ki se zdaj počasi zarašča, ampak tega je že vrsto leta. Ne? Nebeško je tam, kjer se počutim res svobodnega in pa nam je res lepo, da nekako na teh poteh očistim glavo. Tudi kaki nočni pohodi ali pa kaj takega, bi rekel, mi to zelo koristi. Sama knjiga, kot taka za pisanje, je to dobre 3 leta. Ne? Je pa res, da ti moji osebni opisi, ki so tudi v tem vodniku, so pa nastale že bistveno naprej. Ne? Nekatere ture so nastale na ta način, da sem pač povezal z temi osebnimi, ker mi je bilo pač nekoč lepo, pa sem rekel, zakaj pa še ne bi te opise napravil in približal te moje poti še ostali, mislim, gurmanom planinskim. Kar se tiče telefonov, sem imel pa res malo, namreč šel sem na tole matkovo okno, pa potem se je zgodilo, da je telefon tako izpadel iz žepa. Ne? In potem sem šele ugotovil, precej kasneje, kakšnega rezervnega, da bi poklical nisem imel. Naslednji dan sem potem moja 2 kolega, ki sta bila kar pogosto na poteh teh planinskih z mano, smo šli in potem sreči našli telefon. Ne. Ena izmed podobnih zgodb je tudi iz Strelovca, ker prav tako zgubo ga je potem našel en fotograf in par mesecev kasneje Čestino Mihalič, mislim, mi je potem vrnala, oziroma so mi vrnali ta telefon. Tista prva zgodba je zanimiva zato, ker
so cel dan tam iskali in niso našli telefona. Ne. In pol je na koncu, ki je mislil, da Ko je že ne vsega konec, je pa rekel, daj probi še te enkrat. zadnjič. In je pozoril in je ptič odletel Točno to. in ptič je verjetno zaslišal, se ustrašen, je šel kaj pogledati in ga je tam najdel. Pred enim 3-4 leti sem imel raka na žolčevodu. Bila je taka ena zelo zapletena operacija, robotska, kjer so odstranili žolčevod, žolčnik, konec trebušne slinavke, konec tankega črevesa in mislim, da je trajalo tam 6 ur pa pol, nekaj takega, in okrevanje je bilo dolgotrajno. Ampak hribi so mi bili tisti, ki so mi nekako vrnili pač v življenje. No. Vedel sem, da gore me mogoče lahko na nek način ne pozdravijo, ampak se mi polajšajo zadevo. Ker se počutim dobro, ko pridem iz takega planinskega potepa, se počutim nekako bolj močnega, bolj polnega in za nekaj časa mi je potem bolje.